In isto vprašanje, ne? Najprej bi rad poudaril, da sem počaščen, da sem tako v eminentni družbi tukaj in da bomo debatirali skupaj z vami. To ne bo samo naš nekajkratni monolog, ampak tudi dialog z publiko o kulturi, ne? O kulturi, ki je dejansko na nek način konstituirala slovenski narod. Tudi jaz se ne bi strinjal, da je manj kulture, mogoče manj akterjev ali pa tistih, ki delujejo v kulturni politiki na ministrstvu ali na superministrstvu, zagotovo pa še po mojem nikoli ni bilo toliko kulturnih dogodkov v Sloveniji, kot je prav letos. Tudi zaradi tega, ker Maribor in pa sosednja mesta nosijo letos en laskav naziv, to je Evropska prestolnica kulture, ki jo spremlja okrog 5000 raznih kulturnih dogodkov. 5000 kulturnih dogodkov je sposobno sproducirati relativno mali kulturni prostor, ne? In to nekateri vrhunskih. Nekateri so tako vrhunski, da sestrske mesta, ki so prav tako prestolnice kulture, tega ne zmorejo. Tudi zaradi močnih inštitucij, o katerih je Damjan pregovoril, ki jih Maribor premore. Torej, na nek način še nikoli toliko kulturne produkcije in toliko zadovoljstva ljudi in porabnikov te kulture kot ravno letos. Morda je v kulturnem smislu malo kulture manj kje drugje, recimo v vsakodnevnem obnašanju, zlasti tudi pri politiki, recimo govorimo o politični kulturi, pri vedenju posameznikov v ekonomskem polju, govorimo o ekonomski kulturi. Morda v politični kulturi lahko zasledimo, ampak to je vse skupaj relativno, ne? Kultura pomeni, vsaj v teoriji, malo bolj to, da imaš določene vrednote, načela, principe, ki usmerjajo tvoje vedenje, ne? Torej ima dve dimenzije, neko duhovno in pa tudi vedensko. In prva zagotovo vpliva tudi na drugo. Ampak postavlja se zanimivo vprašanje, če smo že ostanemo na ravni politične kulture, da se je zdelo, da smo pred 20 ali pa 23 leti, ko so bili tisti veliki dogodki tam, demokratizacija pa osamosvajanje Slovenije, takrat imeli še malo več kulture, še malo bolj čutili vse skupaj neko odgovornost do Slovenije, do demokracije in podobno. Ko sem prej omenil, da ima kultura tudi dejavno dimenzijo, ne? To pomeni v politiki, da se udeležujemo volitev, da smo člani političnih strank, da se udeležujemo prireditev, da se upamo podpisati pod kakšno peticijo, da gremo zagovarjati javno svoje politična prepričanja in podobno in podobno, ne? Torej ima neko aktivni angažma. Politična kultura pomeni aktivni državljan, ne? Pasivni državljan, o katerim je pa ravno Pučnik toliko pisal v 90-ih letih in ko je bil mečkan razočaran nad nami, pa je znak nižje politične kulture, ne? No, ampak, če bi zdaj primerjal tiste čase prelomne, se mi zdi, da smo takrat bili pripravljeni še več dati za politične spremembe, veliko več dati. Kako to? Vrednote zagotovo nismo imeli tako zgrajene, tako močno, kot bi jih lahko imeli danes, po 20 letih politične, rekli, inkulturacije, ne? Pa smo vendarle šli na ulico in še kaj naredili za to, ne? Včasih se zdi, da tvoje vedenje vpliva ali pa povzroča tudi prepričanje, ne? Prepričanje samo po sebi še ni taka močna, duhovna, globoka tvorba, ne? Kot je sama vrednota, ki je trajna, ki se težko spreminja, ne? Vrednote dobimo v zgodnjih razvojnih fazah, ne? Ljudje, in te potem trajno vplivajo na tvoje politično vedenje, ne? Jaz mislim, da je bilo, da so bili tisti zlati časi, ne? Pred četrt stoletja, nam niso segli dovolj globoko, da bi lahko rekli, da smo trajno ujeli ali pa sprejeli vrednote izpred 25 let, ne?
Ampak vendarle, jaz mislim, da se vendarle politična kultura permanentno dviguje. Ne bo se vedno izrazila na manifestativni ravni, ne bo vedno veliko udeležbo na volitvah, ne bomo vedno se prav odločali konkretno, ampak vendarle generalno gledano ne more biti slabša ali pa ne bi smela biti slabša. Pod pogojem, da bi mediji in pa šolski sistemi opravili svojo vlogo. V družbi imajo mediji in pa vzgojno-izobraževalni sistem ključno vlogo pri vzgoji določenih vrednot, pa tudi političnih principov in podobno. Koliko zatajijo, je pa potem lahko kriza. No, pri nas zagotovo v tranziciji smo bili slabi na področju reforme sodstva, na področju reforme bank, tudi pri lastninskem preoblikovanju smo bili švoh, ampak tudi pri izobraževanju in vzgoji in izobraževanju niso bili najboljši v teh 20 letih. Morda je tudi to eden od razlogov, da slovenska tranzicija ni najbolj uspela, in da smo izgubili recimo tisto prednostno pozicijo, ki smo imeli do drugih tranzicijskih držav in še v začetku 90 let. Ampak vendar mislim, da stvari niso tako hude. Če nam bo uspelo recimo narediti nekatere ključne premike v politiki v naslednjih dneh in tednih in mesecih, se lahko Slovenija hitro izogne krizi. Tudi krizi socialni, politični, politična pomeni takrat, kadar ljudje več ne zaupajo politiki, ne političnim inštitucijam, niti v državi, in tako naprej. Ravno padec zaupanja v te ključne inštitucije pomeni politično krizo. Nekateri pravijo tudi krizo vrednot. Ampak pri krizi vrednot je vedno tak. Ljudje se vedno obnašajo na podlagi nečesa, nekih vrednot, principov, načel in tako naprej. Ni vrednostnega vakuma, ni. Vedno te nekaj povzroči tvoje osmišljanje življenja ali pa tvoje vedenje. Vprašanje je, ali imamo prizgojen, predogleden, ustrezen vzorec vrednot. To je tisto ključno. In zato in tukaj igrajo javne inštitucije, tudi kot so mediji, izjemno odgovorno vlogo. Ne samo mediji, tudi šola.